Matevž Lenarčič se je po mesecu dni vrnil na izhodiščno točko okoljske misije, na kateri je preletel Azijo. O povratku je bil vidno utrujen, za njim pa je, kot pravi, naporna pot. Zadnja etapa od Moskve do Maribora je trajala nekje 8 ur, dež pa je Lenarčiča spremljal ves dan, praktično do meje s Slovenijo. Vseh ur letenja letos pa je bilo? Pojma nimam, še nisem mojih dobrih 100 ur. Bilo kar pestro letos, različni pogoji, različna birokracija, ki je vsako leto slabša. Letos so bile pa ekstra posebne države, kot Kitajska, pa Rusija, pa Bangladeš, pa Indija, pa tako da se človek kar spočije, ki se jih reši. Lenarčič je povprečno na dan preletel okrog 6 ur, nekatere dni je bilo to več, nekatere manj. Ni pa bilo utrujajoče le to. V bistvu je bilo letos precej težko. Od vsega začetka se je monsun tle čez indijsko podcelino malo prehiter pojavil, tako da je bilo že precej neviht, čeprav nismo računali. Na Kitajskem je bilo pa sploh ekstra. Ta slaba vidljivost, ki je umazan zrak, skrite nevihte v tem zraku noter, umazaniji, tako da se nič ne vidi, kam človek gre. In je v bistvu zelo naporno. Če greš previsok, lahko zamrzne, če greš v nevihto, če greš prenizk, se lahko zabiješ. Ves čas trajanja okoljske misije je zbiral podatke o zraku, predvsem se je osredotočil na širšo sestavo onesnaženja azijskih držav. Analiza in načrti vnaprej še sledijo, vendar najprej počitek. Letos v bistvu sem sam študiral, da bi čim prej konc, ker je bilo precej naporno res. Na Kitajskem sem rekel, Kitajska enkrat in nikoli več. So pa še drugi načrti v sklopu tega projekta Greenlight Warm Flight, kot so drugo leto indijska podcelina, Bhutan, Himalaja. Če bomo zbrali voljo in denar, naslednje leto pa južni tečaj, severni tečaj. Tako da bomo videli. Ena zanimivejših etap ali pa bolj nevarnih, napetih je bila čez Saudsko Arabijo, kjer so vladale za tako malo letalo izredne razmere. Tam je bilo zelo, ker je v bistvu vidljivosti ni bilo nič, ker je ta pesek puščavski bil v zraku zaradi vetra, nizek pritisk fronta in je bilo treba leteti zelo nizko, brez vidljivosti, v dežju, v hudih turbulencah, tako da tisto je bilo to tako. Find the konc, tako človek reče. Na mariborskem letališču je pristal s približno polurno zamudo, predvsem zaradi dežja in slabših vremenskih pogojev. Letalo slovaškega proizvajalca Aerospul Dynamic VT9 je enomesečen polet varno zaključilo. Matevž Lenarčič pa tudi.